Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bila podana na 8. redni seji občinskega sveta občine Prevalje 24. oktobra 2019. Občinski svetnik Bogdan Pupovac je povedal, da je direktorica Doma starejših na Fari Stanka Vauh na občino naslovila vlogo za nakup prostorov, kjer se nahaja fizioterapija, a še ni dobila odgovora. Vprašal je, kdaj lahko pričakuje odgovor. Župan je na seji povedal, da lahko kmalu pričakuje odgovor. Povedal je še, da občina k prodaji ne more pristopiti, dokler se ne razjasni odprta vprašanja, ki jih ima občina z zdravstvenim domom Ravne na Koroškem. Občinska uprava je 20. 11. 2019 Domu starejših na Fari odgovorila, da je prodaja prostorov, kjer se nahaja fizioterapija, trenutno v mirovanju, ker ima občina še nerazrešena vprašanja glede prostorov fizioterapije z zdravstvenim domom Ravne na Koroškem. Občinskega svetnika Aleksandra Rističa je zanimalo, ali smo že rešili problematiko glede prevoza 2 otrok iz Holmca, ki obiskujeta Oš-Juričevega Drejčka. Župan je na seji odgovoril, da bo problem kmalu rešen. Z veseljem sporočam, da je prevoz za otroka s posebnimi potrebami z območja Holmca že urejen. Občinskega svetnika Maksa Pučla je zanimalo, ali se bo na cesti od križišča za regionalno cesto do Gradišnikovega mostu ponovno uredil asfalt in ali se bo uredil naslednje leto v sklopu celotne ureditve ceste. Župan je na seji odgovoril, da ta projekt uradno ni zaključen. Preplastitev zajema tudi ta del. Pri dokončnem obračunu bo tudi ta del realiziran najverjetneje še letos. Z veseljem lahko povem, da je cestišče že asfaltirano. Občinskega svetnika Bernarda Pačnika je zanimalo, da glede na to, da je delo svetnikov javno, ali so tudi dokumenti na mizi javni in ali se jih lahko kjerkoli objavi. Župan je na seji odgovoril, da je gradivo javno in da so dokumenti že objavljeni. Prav tako ga je zanimalo, ali se lahko objavijo tudi podatki o glasovanju, glede na to, da je delo občinskih svetnikov javno. Doda, da imajo na občini Ravne na Koroškem narejeno tako, da je izid glasovanja digitalno prikazan, zato daje pobudo, da občina Prevalje pristopi k enaki praksi. Glasovanje na seji občinskega sveta je javno, razen če se občinski svetniki v skladu s 57. členom poslovnika občinskega sveta občine Prevalje odločijo za tajno glasovanje. Glasovanje je zapisano v zapisniku sej občinskega sveta, ki se po potrditvi tudi objavijo na spletni strani. Občina je pobudo o objavi rezultatov na posnetkih sej občinskega sveta posredovala izvajalcu snemanja sej. Nadalje ga je zanimalo, ali je bila leta 2016 na občini izvedena revizija oziroma kriminalistična preiskava ter o čem je tekla. Župan je na seji odgovoril, da sta bila v zadnjih letih vloženi 2 reviziji kot pravno sredstvo v postopkih javnih naročanj. Pričakovala pa se je še ena na podlagi razpisa za čistilno napravo, a ni bila vložena. Glede kriminalistične preiskave odgovori, da mu to ni poznano in bo do naslednje seje občinskega sveta pripravil odgovor, kaj vse je bilo izvedeno v občini v letu 2016. Po pregledu dokumentacije smo ugotovili, da v letu 2016 ni bilo nobene kriminalistične preiskave na občini Prevalje. Občinski svetnik Andrej Strmec je podal naslednje vprašanje. Prosi za pisni odgovor,
Zakaj župan pri 7. točki dnevnega reda te seje dokument identifikacije investicijskega projekta izgradnja objekta Plezalni center ni podal njegovega predloga na glasovanje? Župan je na seji po točko 7 dnevnega reda pojasnil, da občinski svetnik Andrej Strmec ob podaji predloga občinskemu svetu ni predložil gradiva, iz katerega bi jasno in nedvoumno izhajalo, kje se bo zagotovila razlika v sredstvih. V konkretnem primeru, kje bo občina pridobila ostalih 400 000 evrov. Zaradi navedenega glasovanja o nepopolnem predlogu ob smiselni uporabi določb poslovnega občinskega sveta ni bilo mogoče. Spoštovane svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni. Predlagam, da začnemo z današnjo 9. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Sklepčni smo, upravičil se je David Kavtičnik. Pred vami je dnevni red 9. redne seje. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu 9. redne seje? Če ne želi, potem predlagam, da glasujemo o dnevnem redu 9. redne seje. Kdo je za predlog dnevnega reda? Hvala, vsi za. Točka 3. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje in 4. dopisne seje. Na oba zapisnika nismo dobili nobenih pisnih pripomb. Dajem zapisnika v razpravo. Želi kdo razpravljati o zapisnikih? Izvoli. Hvala za besedo. Tako se že na zadnji seji je povedal, zato se niti ne morem strinjati z tem odgovorom, ki je bil podan. Predvsem glede tega, ko je gospod Lodron podal spremembo pri točki 7 za teh 800 000 evrov, je 400 000 evrov. In v mojem predlogu se sploh ni glasoval, sploh se ni postala debata, to pojasnilo, ko je pa tule podano, da občina ne more zagotoviti teh dodatnih 400 000, 400 pa 800, se tudi za onih 800 do 1600 ni bo dobenih zagotovil nikjer. Tako da tak odgovor je meni malo čudno. Predvsem mi je pa bolelo to, da nekdo lahko predlaga, o tem debatiramo, na drug predlog pa sploh nismo debatirali. To je bilo malo smešno. Samo zaradi tega sem hotel, da se odgovor poda. Hvala. Hvala. Še kdo kaj? Če ne, potem dajem na glasovanje oba zapisnika. Kdo je za sprejem zapisnika 8. redne seje in 4. dopisne seje? Kdo je za? 15 za. Kdo proti? 1 proti. Hvala. Smo pri točki 4. Predlog proračuna občine Prevalje za leto 2020 v skladu s 93. členom poslovnika občinskega sveta. Prosim za kratko obrazložitev. Veronika. Občina Prevalje je izdala navodila in obvestila za pripravo proračuna občine Prevalje za leto 2020 in jih posredovala posrednim in neposrednim uporabnikom proračuna. Na podlagi finančnih planov smo pripravili predlog proračuna. Plane so nam posredovali javni zavodi, nadzorni odbor, krajevne skupnosti, svetniške skupine, samostojni svetniki, oddelki na občinski upravi. Upoštevana je veljavna zakonodaja ob pripravi predloga proračuna za leto 2020. Strani Ministrstva za finance smo prijeli predhodne podatke za izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020. Upoštevana je višina povprečnine 589,11 evrov. Gradivo za prvo obravnavo ste prijeli v zakonitem roku. Prijeli ste splošni in posebni del proračuna, ki imata 3 stolpce, zaključni račun 2018, ocenjeno realizacijo 2019 in predlog proračuna za 2020. Načrt razvojnih programov za leto 2020 do leta 2023, potem obrazložitev proračuna, načrt prodaje in nakupov premoženja, kadrovski načrt in podrobne priloge sofinanciranja projektov. Skupni prihodki predloga proračuna
so v višini 9 milijonov 553 tisoč, ki so sestavljeni iz tekočih prihodkov, davčnih in nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prijetih donacij in transfernih prihodkov in prijeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav. Vsi odhodki skupaj znašajo 11 milijonov 279 tisoč, ki so sestavljeni iz tekočih odhodkov, tekočih transferjev, investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 1 milijon 726 tisoč, ki se pokrije z zadolževanjem v višini 1 milijon 658 tisoč za projekt Čistilna naprava, za projekt Koroški plezalni center in za projekt ureditev cestnih povezav na območju Jamnice. Upoštevajo se še odplačila dolga in preostanek sredstev iz leta 2019. Predlog proračuna za leto 2020 je investicijsko naravnan. Največja investicija je projekt Čistilne naprave, cirka 3 milijone 400, kar pomeni 30,64% celotnih odhodkov. Plan investicij za projekte bo podrobneje obrazložil župan, prav tako terminsko. Hvala. Hvala lepa. Mogoče še par dodatnih informacij v zvezi z projekti, ki jih imamo v načrtu. In sicer omenjeno je bilo že odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda, občina Prevalje, porečju reke Meže. V naslednjem letu predvidevamo na nek način v vrednost opravljanja del okoli 3 milijone pa pol. Kolektorski sistem se dela na 3 mestih, ob Meži, Stražišče in pod Gonjami. Na 3 mestih se polagajo cevi za kolektor. Na nek način terminski plan je v letu 2021 zaključiti. Za čistilno napravo se pripravlja dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Računajo izvajalci, danes tedensko so koordinacije, sestanki, da bi do marca že dali vlogo za gradbeno dovoljenje in da bi takoj, ko bo možno, fizično, odvisno od zime, tudi nekje v marcu začeli že z izgradnjo čistilne naprave Podgonje. Še enkrat, gre za popolnoma zaprto čistilno napravo v okolju pod Gonjami. To pomeni čistilna naprava, ki ne bo spuščala ali vplivala na kakršnokoli z negativnimi vplivi na okolje v področju tam, kjer bo čistilna naprava stala. Tako da zelo in nadzorniki in vsi, ki skrbijo za nadzor nad izvajanjem, projektiranjem čistilne naprave, skrbijo za to, da bodo izbrane najboljše tehnološke rešitve in da ne bo vpliva na okolje, da bo izgrajena tako, da ne bo, glede na to, da je naselje blizu, da ne bo kakršnega koli vpliva na okolje. Torej, to je bistven poudarek pri čistilni napravi. Je pa terminski plan enako za čistilno napravo kot za kolektorski sistem. V 2 letih bi naj bila zgrajena, leto 20 in leto 21, potem pa poskusno obratovanje. Za to čistilno napravo smo pridobili 3 milijone 800 nepovratnih sredstev. Neto vrednost je pa zdajle znana približno 5 milijonov pa pol neto brez DDV-ja. Čistilna naprava. Potem je naslednja zadeva področje ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, nadaljevanje v naslednjem letu in potem seveda nadaljevanje še v naslednjih letih. Potem sanacija plazov. Mi smo pripravili projektno dokumentacijo oziroma se še pripravlja, prijavili smo v prvo prioriteto plazove na cesti od Kot Leše, mislim, da v 3 fazah, od tam, kjer smo predlanskim končali z asfaltiranjem do Leš. To pomeni, da bi to pentlo do Leš
praktično lahko v naslednjem letu, 2 letih zaključili. Potem druga zadeva je, tu not je predvideno vrednost projekta čez 600 tisoč evrov. Računamo tudi, da bomo prvo prioriteto, to je pa sanacija plazov na glavni cesti med Prevaljami in Lešami. Tu se tudi pripravlja projektna dokumentacija, prijavili smo, upam, da bomo uspešni, vsaj tako uspešni, kot smo bili v prejšnjih letih. Potem imamo seveda v planu še nadaljevanje proti Šentanelu, od spodaj po dolini, od tam, kjer smo z rekonstrukcijo končali mimo Fajmuta. Tisti odsek, ki je najbolj potreben sanacije plazov, pa odsek ceste na Lokovici proti mostu levo v naselje Gradišnikov most. Zdaj upam, da bomo uspešni. To je seveda odvisno od pripravljene dokumentacije, odvisno od tega, kako in na kak način se bomo lotili te zadeve, ampak približno tako smo se lotili kot v prejšnjih letih, kjer smo bili zelo uspešni. Potem imamo tu prijavo, ki smo jo dali na Fundacijo za šport, opreme, športne dvorane in igrišč. Potem priprava in prijava vodooskrbe občine Prevalje, pomeni Leše. Zelo pomembno je, da do takrat, ko bomo začeli s to investicijo na Lešah, je zelo pomembno, da se sproti urejujejo zajem vode na Lešah. In ima komunala posebno nalogo, da sproti spremlja, ker se tam dogajajo pravzaprav lahko ali pa ne stvari, če se sproti spremlja in se čisti, potem je seveda voda v bistveno boljšem stanju. Drugače gre pa za večji projekt od vodooskrbe Leš, potem Brinjeve gore, naselje Roževo, z izgradnjo vodohrana, na nek način vrednost investicije, celotne investicije, pa seveda še vodooskrba Šentanel, Kozul, čez 2 milijona evrov, in s tem projektom bomo prijavili na razpis za sredstva 2021, ki bo pripravljen z vodooskrbo. To so v glavnem te največje investicije. Kar se tiče pa plezalnega centra, lahko rečem, da zdaj le pridobivamo projektno dokumentacijo. Potem, ko bomo imeli to projektno dokumentacijo pripravljeno, bomo poskusili pridobiti finančna sredstva, in ko bomo imeli finančna sredstva v celoti pokrita za celotno investicijo, takrat bomo prišli s sklepom o zadolžitvi na občinski svet in takrat bomo prišli s sklepom o potrditvi investicije. To pomeni, ko in če bomo prišli do teh finančnih sredstev, bomo prišli na občinski svet z predlogom sklepa. Hvala lepa. Ne, ja. Zdaj, ne. Zdaj, jaz bom seveda predlagal malo spremembo za naslednje leto, o tem smo se že pogovarjali, da vsaj komisija za statut pa odbor za proračun primerjata oziroma ugotovita, da je proračun primeren za javno razpravo. Proračun je zdaj tako pripravljen, da gre v javno razpravo. In ko gre v javno razpravo, je javna razprava, bom potem povedal tudi terminski plan javne razprave. Mi zdaj sprejmemo sklep, da je proračun, taki predlog sklepa je, da je proračun primeren za javno obravnavo. In ko je v javni obravnavi, potem je proračun objavljen. Javna razprava bi bila nekje do 10. januarja. Proračun bo objavljen tudi na spletni strani občine Prevalje.
posod, mislim, na občini ga je možno dobiti in videti kadarkoli, vi ga imate. Potem bodo seje odborov nekje po 6. januarju do 10. januarja in potem pride dopolnitev predloga proračuna od 13. do 22. 1. in 23. 1. bi bilo pripravljeno gradivo za občinski svet in potem je možnost vlaganja amandmajev od 24. do 27. nekje 30. januarja bi pa sprijeli proračun pol v obliki taki, kot ga bomo predlagali. Seveda imajo vsi možnost vlaganja pripomb in predlogov na predlog proračuna do 10. 1. ali preko elektronske pošte ali pa pisno ali kakršnokoli tudi ustno, če se zapiše, da je bil dan ustni predlog. Poleg tega imajo občani do izteka roka možnost vložitve pripomb oziroma predlogov knjigov pripomb in predlogov k predlogu proračuna na sedežu občine v prostoru, kjer je dostopen predlog proračuna. V času javne obravnave predlog proračuna vsa delovna telesa občinskega sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi proračuna se pošljajo na občino oziroma župano. To pomeni, da rok javne razprave bi se iztekel v petek 10. 1. in na nek način 30. 1. bi sprejemali proračun. Toliko za enkrat, zdaj pa dajem ta predlog sklepa v razpravo. Izvoli, Berni. Ja, lep pozdrav vsem. Župan, ti si omenil glede čistilne naprave, kako se zdaj pač izdelujejo te vodi za čistilno napravo. Nikjer nisem opazil leša, pa bo mogoče narobe me razumel, gre se za spodnji del naselja od trgovine do Novih Bajt. Dejansko cela spodnja stran nima kanalizacije. Med drugim tudi naš čuvena šola in vrtec spušča direktno odplake, fekalije, pa vse ostalo 3 metre od ograje, tam, ko se otroci igrajo. Jaz mislim, da je to ena taka ekološka bomba zdaj v sklopu tega, da bi se tam nekje, vse okrog vrtca, tam, ko so posamezniki že lahko drugače tretiramo. No. Če poznate to, kjer ne pozna, da se gre ogledati. Zadnjič je bo tudi kulinarični dogodek, 10 metrov stran je pa ror, dejansko čisti ror, ko gre po zemlji dol, včasih je bil tam malo večji potoček, zdaj je pa odprta kanalizacija kot nekje v Albaniji. Če se bi dalo tam kaj sej nekot prikrit, sinirati, ne vem, kaj ne rečem. No. Lahko ti kar komentiram to, pa boš potem. Zdaj mi pripravljamo rešitev, seveda ne moramo pustiti tako, kot je. In ti objekti morajo priti v čiščenje. Zdaj, na kak način, to bomo pa zdaj tekom par mesecev ugotovili, ker projektanti pripravljajo rešitve. Drugače, Nove Bajte pa so priključene na lastno čistilno napravo in imajo lastno čistilno napravo. Tam že funkcionira šola, vrtec, pa ti objekti tu pa še nimajo rešitve in jo bojo imeli v kratkem času. Se dela na tem. Da nadaljujem. Govora je bilo o plezalne stene, da se pripravljajo projekti. Sveda, malo me zanima, kaj bo ta projekt sploh stal papirje. To je ena stvar, druga stvar, kar se tiče tudi plezalne stene, pa imenovalo se naj bi Koroški plezalni center. A to pomeni, da bo ostale občine tudi kaj sodelovali, če je Koroški. Fajn se čuje Koroški, no. To pomeni, da bi vse od nas plačali, pa ne bi nič. Jaz bi vas rad samo spomnil takrat, ko se je delal v Ravnah bazen, olimpijski bazen, da smo tudi mi bili pripravljeni, oziroma smo dali in to takrat, vem pač v protivrednosti v markah, je bo 70 000 mark. A ne? Teda jaz mislim, da tudi na to struno, če ste se že sposli v ta smuk, vse poskušati. No, če imamo že ime Koroški, če ne bo pa Prevalški. Se me lepš čuje. Kot sem že prej rekel, bomo poskušali pridobiti sredstva drugje. In ko bomo ta sredstva imeli, bomo se odločili, ko bomo imeli pokrito investicijo finančno v celoti, bomo prišli na občinski svet. Dokler pa ne bomo tega imeli,
pa je zadeva samo v pripravi dokumentacije in ko bo dokumentacija pripravljena, ker mi dokumentacijo rabimo za to, da lahko gremo s projektom, kandidiramo na razpis ministrstva in do ostalih zainteresiranih, ki pa imajo interes, da bi vlagali v plezalni center. Zdaj, kako se bo imenovalo, ne, to je stvar odločitve nas samih, to je pač neko delovno ime, ki je bilo dano, ni pa vezano na nič drugega. Cena plezalnega centra, približno 2 milijona. A projekt imamo v proračunu, okoli 20 000 smo že imeli v letošnjem proračunu. 26, ja, to imamo v proračunu. Za projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvoli. Hvala za besedo. Mogoče se ne tiče glih najbolj tega proračuna, ampak glih je bilo govora glede čistilne naprave. A mi ne moremo na našo spletno stran dati neko to aglomeracijo, nek zemljevid, da bi ljudje videli, kateri so padajo oziroma kateri so zajeti v aglomeracijo, kateri ne. Ker je kar dosti vprašanj, že ene bi že radi zdaj gradili te čistilne naprave in niti ne vejo na kak način. Ne, glede na to, da jo imamo, jaz mislim, da je prav, da bi se nek skener kakorkoli gradali. To bi bila ena pobuda. Druga zadeva je pa, v proračunu ne vidimo več ta visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Mežja. To zdaj čisto tihno, kar se države tiče, ali je, ker vidim, da imamo 0,0 za to. Bom komentiral. Kar se tiče, kaj si že rekel prvo, čistilne naprave, aglomeracije in vse dokumentacije. Zdaj mi smo podpisali pogodbo z izvajalcem obveščanja javnosti in pripravlja vso dokumentacijo tudi za spletno stran. Vse bo razvidno, karkoli bo preko spletne strani, tako da bodo ljudje videli, pa posebej bomo tudi obvestili, tudi obveščamo zdaj tam, kjer se začne zgradnje. Zaradi tega, ker imamo nekaj točk, ki jih moramo rešiti tako ali drugače. Tisti, ki ne bojo priključeni na centralno čistilno napravo, ki nimajo možnost priključitve, bodo pač morali graditi male čistilne naprave in pri tem malih čistilnih napravah bomo sodelovali. Bomo subvencionirali izgradnjo malih čistilnih naprav iz tega komunalnega prispevka, ki ga bo vsak, ki se priključuje na čistilno napravo, tudi plačal. Vsaj za ta del, ki ga neposredno financiramo. Bomo pa poskusili, neki poskusni izračuni se pripravljajo za ta komunalni prispevek, glede na to, kako so druge komunalni prispevki za priključitev na čistilno napravo, ker to bo potem vir, da bomo sofinancirali oziroma subvencionirali izgradnjo malih čistilnih naprav, ki morajo biti zgrajeni do leta 2023 oziroma če ne bojo še kaj podaljševali. Bomo pa v teh stvarih, ko bomo imeli točno pripravljene, prišli in poskušali najti način, ki bo prijazen do občanov oziroma ki bo sprejemljiv za vsakega, ki se priključuje na čistilno napravo. Kar se druge stvari tiče, Poljana, ja, zadrževalnik Poljana seveda teče, malo se je zaostalo zdaj, ker čakamo na okoljevarstveno soglasje. V tem tednu se delajo vrtine za geološke vrtine, ki morajo biti osnova za projekt za gradbeno dovoljenje, da se ve, kak je teren. Mi smo imeli kar nekaj težav, zdaj smo zaenkrat pridobili soglasje, da se vrtine lahko delajo, imeli smo pa kar nekaj časa veliko težav, pa ne bom zdaj govoril, kje in na kak način. Mi delamo v tej smeri skupaj z državo, projekt je državni projekt, zato ni posebej v našem proračunu, ker ga država sama vodi, ga Ministrstvo za okolje in prostor, vodarji ga vodijo, Direkcija Republike Slovenije, DRSV za vodo in imajo težave z svojim sestrinskim firmo Arso, ker Arso izdaje okoljevarstveno soglasje za zadrževalnik na Poljani. Stvar teče in pospešeno mora teči zaradi tega, ker je treba porabiti finančna sredstva EU, iz kohezije so predvidena finančna sredstva, ki jih je treba do leta 2022 porabiti. To pomeni, v naslednjih 2 letih bo morala država ta zadrževalnik zgraditi z vsemi, tako kot je bilo v javni razpravi,
Javna razgrnitev je bila, pa javna razprava o zadrževalniku na Poljani, vse ste videli, je tudi na spletnih straneh, posod je vidno, kakšna oblika je bila, gre za manjši del ujezeritve, manjši del, a ne, če bo zadrževalnik obsegal nekih 22 hektarov zemljišč, je ujezeritev v velikosti približno hektar pa pol, take lepa oblika, pretočna, ki bo seveda namenjen tudi drugim dejavnostim, predvsem pa Poljana za razvoj turizma. Nekateri pač ne morejo oziroma nasprotujejo temu, nekateri posamezniki, ampak jaz mislim, da bomo v tem času našli rešitve. Predvsem pa delamo na tem, da tisti, ki so lastniki zemljišč, da poskušamo poiskati zemljišča za zamenjavo zemljišč. Pomeni tisti, ki imajo ravno v tem prostoru, ker država pa hoče in bo odkupila zemljišča, noče se ukvarjati z najemom, ker potem, ko pride do, recimo, da se zaplavi, in se pol voda počasi spušča, zdaj je to lahko je hitreje, lahko je 14 dni, lahko je 3 tedne voda, ki jo zadržuje, gre pa za seveda količine vode, tam okoli 800-900 tisoč kubikov vode, ki jo lahko zadržiš in lahko s tem reguliraš tudi do pritoke in seveda celotno mežo do Dravograda. Pomeni, gre za izjemno pomembno, najpomembnejšo točko poplavne varnosti reke Meže od Poljane pa do Dravograda. To pomeni, gre za seveda par tisoč ogroženih ljudi na tem območju poplavne varnosti. In ko bo enkrat ta zadrževalnik zgrajen, potem seveda tudi območja ne bojo več, ki so zdaj ogrožena in kjer ni možno nič, bojo se status teh zemljišč nekaterih spremenil. Projekt teče in težave so predvsem na operativni ravni znotraj ministrstva samega, ARSO pa vodarji. Jaz upam, da bomo čim prej prišli do te rešitve, da lahko stvari tečejo naprej in plan je pa približno tak, da bi na nek način do leta 2022 bil zadrževalnik zgrajen. Seveda, potem, ko bomo seveda tudi morali neka sredstva zagotoviti za infrastrukturo, ki jo bomo mi uporabljali za razvoj turizma. Drugače pa tisti, ki se zdaj vozite mimo Poljane, mi smo zdaj v tem času tudi se lotili samega kozolca, že zunaj dobiva drugačno obliko, sploh pa znotraj podi, tla, potem te stvari, ki so bile s projektom, tako da bo projekt kmalu zaključen in bomo potem dobili ta nepovratna sredstva v okviru projektov Nature Game pa Nakult vrnjeni, ker smo morali zdaj predfinancirati to zgodbo. Tako da stvar teče. Izvoli. Priklope, nisem. Ja. Jaz sem sicer mislil to pri pobudah vprašati, glede čistilne naprave. Gor na stražišču se zdaj že to dela, zdaj pa ljudje so malo nevoljni, ker nimajo informacij, kdo se bo lahko priklopil, koliko bo to stalo, pa mene kličejo. A je možno zdaj tem, ko so že tam zravno, mogoče dati kakšne informacije, kdo se bo lahko priklopil na Čistilna naprava, na kolektorski sistem. To v bistvu sprašuje te, ko imajo greznice. Jaz težim na tem, da ko se nekje začne, da se skliče ljudi in da se jim pove, jaz ne vem, kako je bilo to obveščenost od zdaj naprej, kjer bojo začeli delati, bojo ljudi obvestili in to je treba obvestiti. Drugače bomo pa v teh dneh obvestili tistega, ki še ne ve, na stražišču. To je naša naloga oziroma naloga tistih, ki vodijo ta projekt, ker mi čisto vedno nismo, se včasih gre prehitro na teren, sploh tisti, ki odmerjajo, že grejo prej na teren, preden da mi z ljudmi govorimo. Mi smo se odločili in to je tudi moje navodilo, da tam, kjer začnemo, morajo biti ljudje obveščeni, kaj se dela, v kakem času se bo naredilo in kdo se priklaplja. Ne moremo pa zdaj v tem trenutku še, jaz sem rekel, da izračuni kažejo, da bi lahko bilo nekje ta komunalni prispevek, ampak ne me zdaj prijeti kar nekje okoli med 500 in 600 evri po individualnem objektu. Komunalni prispevek za priključitev na čistilno napravo. Seveda so razmerni delež potem po stanovanjih in ga bo možno, tako kot se pogovarjamo zdaj, obročno odplačati v obdobju, za katerega se bomo dogovorili. Ampak to bojo izračuni pokazali na nek način, to je tisto, kar je primerno.
ženi tehtajo, ne, ker vejo, da bo verjetno tisti, ko imajo greznice, pa ko bojo ogrevali čistilne naprave, male čistilne naprave, da bojo neki dobili zravno. Ne. Zdaj pa, če se on odloči, da ne bo imel male čistilne naprave, pa se bo mogel tam da se bo priklopil na... Da se lahko odloči, ko ima možnost, se lahko odloči, ko ima zravno... Ne more se odločiti. Po zakonu. Ja. Tisti, ki se lahko priklopi, se vsak mora priklopiti po zakonu. Se mora priklopiti po zakonu. Tisti, ki pa nima možnosti priključitve, tisti bo pa gradil malo čistilno napravo, ki jo bomo subvencionirali, tako kot tudi drugod. Ampak po zakonu, še enkrat, tam, kjer je komunalna infrastruktura, vodovod, tudi če imaš svoj vodovod, tudi če imaš svojo čistilno napravo, se moraš priključiti na centralno čistilno napravo. Tak je zakon in mimo tega zakona ne moramo. Hvala Bogu, da je zakon, da ne pride do, zakon je točno reguliral te stvari in tu ni diskusije. Tako da, to je to. Izvoli, Zdravko. Čistilne naprave, če dovolite, bi pojasnil, da moramo, ko gre za gradnjo tega kolektorja s to čistilno napravo, je popolnoma načrtovano priključitev določenega kanalizacijskega omrežja, ki zdaj poteka in teče v Omešo. In vsi tisti, ki so priklopljeni na to kanalizacijo ali tudi, da gre preko greznic do teh kanalizacij, bo pa šlo neposredno to, brez greznice v to kanalizacijo in naprej. Jaz sem parkrat v zadnjih letih opozarjal na to, pa sem zmen dobil odgovor, da to je vse urejeno, da je potrebno kanalizacijsko omrežje za ta namen pripraviti, ker bomo morali zagotoviti določen odstotek pokritosti na tej aglomeraciji. To je ena zadeva in vezana na centralno čistilno napravo. Podobno tisto, kar je pol še bo govora, je pa z manjšimi čistilnimi napravami. Tudi tiste čistilne naprave bo imele svojo aglomeracijo določeno in v okviru tistega, ko se bo zgradil, bo se pač treba gr preklapljati skladno z tistim odlokom, ko ga bomo pol sprijemali, bo to obveznost, ker bo šlo za izboljšanje komunalne infrastrukture na tistem območju in se bo treba gr. Pa če bi se vrnil nekaj čist na kratko proračunu, bi rekel, da bi tam, čeprav vem, da so tiste postavke, ko so za socialo, zmeraj na koncu rezultat stvarnega obračuna pa stvarnih pravic, ki jih upravičenci, občani imajo in se pač glede na standard sproti dogajajo. Lepotno pa glede na to, da gre koj za dobrih 20.000 evrov, bi bilo boljši, da tam indeksno nimamo pod 100, tako kot imamo zdaj na 92. To pomeni, da z proračunom, ki ga načrtujemo, krčimo sredstva za socialno skrbstvo. Vem, da ni tako, lahko da bo 130 indeks, ampak zgleda ne lepo, da načrtuješ manj, kot si dal v prejšnjem obdobju v razmerah, ko si socialna država in mi posledično socialna občina. Pa še oni del bi upozoril na tisti, kako se mu reče, plezalno steno. Tam bi jaz svetoval, ker če pogledamo razvojni program, občina bo vse zagotavljala v letu 2020, vsi donatorji bojo pa vse zagotavljali, tako je, lejte, v razvojnem programu napisano. Je, tako je napisano. Ja, jaz ne morem zdaj razpravljati drugačko, pa kako je napisano. Zdaj bo... Samo malo, če te lahko, jaz sem komentiral prej, da dokler ne dobimo vseh finančnih sredstev v celi višini, sploh ne bomo prišli do predloga in ne bo nobene koriščenja sredstev in ne bomo. Vem, ampak, a veš kaj? Razmerno leto 2020 Ja. bo razmerju po leto 2021, Dej. zato ker če ne tako zgleda, mi bomo naredili, pol onega ne bo, ker je pač recimo propadlo, pa to ostane spomenik velik za 800 Ne. evrov. Zato Lej. predlagam, da se v razvojni program tudi tako naštima. Bomo spremenili. Pa na koncu bomo mi tudi tisti del sredstev, ki jih rabimo črpati za kredit, delno črpali v naslednjem letu. Zdravko,
Tako sem rekel, da dokler ne bomo imeli vseh sredstev, sploh ne bomo prišli s predlogom in ne bomo koristili nobenih sredstev. Ko pa bomo pa prioritetno poskušali zagotoviti vsa sredstva za to, da bo čim manj ali pa skoraj nič šlo iz proračuna. Če bomo uspeli v to smer, potem bomo to, je pa bil tako pripravljen in zato je tako not pripravljeno. Drugače pa bomo spremenili do sprejetja proračuna, bomo to spremenili. Do 30. januarja bomo spremenili te stvari. Ja, pa sej jaz sem vam posebno obrazložitev poslal in ste dobili posebno obrazložitev včeraj, ker je bila tudi ena napaka, ki je bila nenamerna, ampak je bila napaka narejena. Tako da to je to. Ker ni nam potrebno, da naredimo jamo, pa ne delamo naprej, tega ne bomo, ker nam ni potrebno, ker zadnjih 10 let lepo delamo. In nismo še nikjer odprli, vem, ampak jaz sem posebej opozoril na to, da to ne drži. Tako da, v redu, prav je to opozorilo, ampak smo se pripravili na to, tako da vemo. Še kdo? Izvoli. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Jaz sem se na proračunu, da bo vse povedano. Na zadnji del se bi jaz predlog od župana. Malo se mi zdi do 10. januarja javna razprava, jaz mislim, da bo preteklo čez en mesec ali bil. Zdaj je pa še prazniki, pa to so, mislim, da je to kratek cajt. Že 10 let imamo enak postopek in roki so približno enaki, niti za dan manj ne, tako je, tako imamo. Imamo skozi, tako da je standardno, da so ljudje navajeni, ste navajeni že na to. Še kdo? Če ne bi dal ta predlog sklepa, da je predlog sklepa Občinski svet občine Prevalje sprejme sklep, da se v predlogu proračuna občine Prevalje za leto 2020 opravi javna razprava. Kdo je za sprejem tega sklepa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pa vsi ste? Vsi ste za to? Hvala. Hvala. To pomeni, zdaj roke sem povedal, javna razprava 10.1., seje odborov 6.1. do 10.1., dopolnitev predloga proračuna med 13. in 22. gradivo pripravljeno za občinski svet 23.1., vlaganje amandmajev 24. do 27.1. in občinski svet je predvideno 30. januarja. Zdaj, ko smo sprejeli ta sklep o predlogu proračuna, pa vas moram obvestiti, da sem sprejel sklep o začasnem financiranju občine Prevalje v obdobju januar-marc 2020, tako kot vsako leto, takoj, ko je sprejme proračun, ta sklep ne velja več. Za januar glavnem gre. To je to. In s tem je ta točka 4 zaključena. Hvala lepa. Smo pri točki 5. Predlog odloka o podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Prevalje, prva obravnava. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. V letu 2018 je začel veljati nov zakon o urejanju prostora, kateri pa določa spremenjen način odmere komunalnega prispevka. Občina s tem odlokom sprejema podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na podlagi katere bo lahko tudi obračunala komunalni prispevek na območju celotne občine. S tem novim odlokom posodabljamo podlage za odmero komunalnega prispevka z novo zakonodajo, tako da smo določili nova stroškovna izhodišča, nove formule in druge novosti, ki jih moramo uskladiti z zakonom. Pri pripravi odloka pa smo kljub temu izhajali iz obstoječega odloka v smislu ohranitve obstoječih višin komunalnega prispevka, obstoječih razmerij in ohranili smo obstoječe faktorje, tako da višina komunalnega prispevka ostaja na enaki ravni kot do sedaj. Predlagam, da se odlok dobro pripravi, prebere in da se pripravijo tudi morebitne pripombe in da se opravi širša razprava. Hvala. Hvala lepa. Predsednik odbora za KCG, izvoli. Andrej. Hvala za besedo. Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja je obravnaval predlog odloka o podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Prevalje v prvi obravnavi.
ter nam podal pripombo, in sicer, da strokovne službe preučijo možnost preoblikovanja drugega odstavka 16. člena, ki se glasi: komunalni prispevek se oprosti za gradnjo CCSI 1242 garažne stavbe v višini 100%, ter ga s podano pripombo predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. To gre predvsem zaradi tega, da ne bi nekdo investiral v neke garažne hiše in jim poleg tržno dejavnost ponudil občanom, mi ga bi pa zato oprostili tega prispevka. Hvala. Hvala. Odbor za gospodarske zadeve, izvolite, gospa. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti je obravnaval predlog odloka za odmero komunalnega prispevka. Sklep je bil soglasno sprejet in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Smo pa tule imeli glede teh garažnih, neko se nam zdelo, da ne vidimo koga, da bi gradil garažno hišo v Prevaljah in pa da mogoče tudi tisti, ki pa bi si želeli zraven svojih že obstoječih hiš zgraditi garažo, bi mogli pa zdaj plačati, če v bistvu. Smo ga vprašali in je rekel, da velja za vse enako. Tako smo ga vprašali na našem odboru. Vsaki primer bo dobil pravke, Bomo, samo malo, imamo zdaj čas do naslednjega branja, da te stvari razčistimo in pol pridemo z čistimi rešitvami na druge obravnave. So pa te pripombe, ki so podobne bile tudi v ostalih odborih. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Tudi odbor za proračun in finance je obravnaval in soglasno sprejel predlog odloka in predlagamo, da to stori tudi občinski svet. Hvala. Komisija za statut in pravno vprašanje, Aleksander, izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala omenjeni predlog in je ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti. Zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Dajem ta odlok v prvem branju, predlog odloka v razpravo. Želi kdo razpravljati? Zdaj en osnovni problem je bil ta v zvezi z garažami, to bomo pa še neke pripombe so bile, do naslednjega branja bi se usedli pa poiskali optimalne rešitve, ki bojo v skladu z zakonodajo in vsemi smernicami, ki jih imamo za razvoj. Izvoli. Zdravko. Jaz bi vzel vam tistih svojih 7 minut, pa poskušal povedati nekatere probleme, ki se odpirajo. Silno zahtevna je ta zadeva za obravnavati in ne bo dejsti samo, da se recimo tako pavšalno pogleda, a bojo tam profitne garaže, a bojo neprofitne. Jaz sem tisti problem garaž razumel drugače. Jaz razumem problem garaž v obliki splošnega načina obračunavanja vsega, kar se zgradi pod 0. etažo. Ker s tem, recimo, to bi bila po moje prava rešitev, ker bi s tem dolgoročno varovali zelene površine, zato da ostanejo zelene, namesto da zunaj gradimo parkirišča. V takem primeru, pa v primerih, ko druge stvari delamo v kletni etaži, neprofitne, bolj pomožne, bi morali upoštevati po mojem tisti sistem bruto krat faktor 0,5, zato ker varčujemo z prostorom, ki ga nimamo. In tudi sam stanovanjski zakon, ko graditev obračunava, da se kompletna kletna etaža vzame z faktorjem 0,5. Tule je to drugače. Ampak to je zdaj recimo eden od konkretnih problemov. Jaz vidim, veliko stvari moramo preračunati. Prvič, jaz ne, da ne bi zaupal tistim, ki so to delali, ampak tam v 6. členu govori, na kak način se je vse to zračunalo, a veste, kako se je zračunala osnova? Kak je naša komunala uredna in se je delila z enotami, ki so gr priključene. Lejte, zdaj, če se te enote niso povečale za faktorjem plus 20%, 1,2 bruto, a ne? Na koncu, ko bomo pa vsem obračunavali, pa bruto določimo na tak način, da tistega, ko ga povzamemo iz obstoječih dokumentov, Gursa in tak naprej, povečamo za 20%. Pa smo že kar avtomatsko za 20% povečali ceno, vse tek matematike pa zna. Skratka, cel kup teh stvari je in jaz bi želel, pa bi hotel podrobneje si pogledati ta 6. člen, pa vse te izračune in to bo moralo biti zravno. Najmanj Komisija za gospodarske zadeve, pa Komisija za
odbor za KACIG ali še za finance bi recimo predvsem temu delu moral dati poudarek. Ali pa komisija za gospodarske zadeve faktorjem. Jaz sem že zadnjič navrgel faktor 0,7 za štalo. Vejte, štala ima 2 etaži, velika je 600 kvadratov, v tlorisu krat 2, ker ima še zgora skeden, da še nadskedna ne računamo, to je 1200 kvadratov krat 0,7, bo plačal komunalnega prispevka recimo 840, za 840 kvadratov, to je tako 10 velikih trosobnih stanovanj. Ko bomo imeli to sprijeto, bo naša služba rekla, taki so izračuni na podlagi odloka, takega ste sprijeli. Dajmo zdaj preračunati, kake posledice lahko take stvari nosijo. Sicer je gospod zadnjič mi vehementno odgovoril, ja, saj pa teko komunalne infrastrukture tudi uporablja, pojma nima. Kje pa je naštala uporablja teko vode, pa vsega tizgare, ali pa recimo kanalizacije, vse imajo stvari drugače rešene. Skratka, dajmo se v to zadevo poglobiti, dajmo jo res tak narediti, da bo uravnotežena. Na eni strani imamo interes ustvarjati prihodke v občini, zato da bomo lahko investirali v komunalno infrastrukturo in vzdrževali obstoječo, na drugi strani moramo pa vedeti, da vse skupaj to povzroča strošek gradbincev, investitorjev. Se pa ne bo investitor samo tisti, ki bo velik profit s tem ustvaril. Investitorji so na koncu vsi tisti, ki si stanovanja gradijo pa kupujejo. Se bo to pomenilo podražitev stanovanja. Se zastopimo, ne? Ne si predstavljati, pomenilo bo podražitev najemnin, a ne? Ker se najemnine profitne tudi izračunavajo iz cene stanovanja in tako naprej. Dajmo te stvari tako uravnotežiti, pa še naprej, jaz zdaj nisem na tekočem s temi zadevami, ko sem bil leta 87, ko so se začele, kaj pa primarij pa sekundarij, kaj pa asfaltna cesta pa neasfaltna cesta in podobne zadeve, ki so se v preteklosti dogajale in so bile tudi predmet tožb. Nekomu so naredili, da je sekundarna cesta tudi most čez reko dola v Strojanski reki. Na sodišču je dobil, da so mu morali tisti most narediti, ki je koštal približno 20krat teko, ko pa komunalni prispevek bil skup znesel. Ne tu hiteti in dajmo te stvari lepo narediti, da ne bomo imeli tu teh problemov bruto, neto, 20% na tisti bruto in tako naprej, iz česa se je prej neto izhajal. Jaz bi zdaj v konkretnih zadevah seveda še lahko govoril, ampak tudi recimo te zadeve, ko so, kako se jim reče, rastlinjaki in tako naprej, to je gospodarska dejavnost zdaj za kmete, zgradi si rastlinjak 1000 kvadratnih metrov, to bo plačal za 700 kvadratnih metrov komunalnega prispevka in tako naprej in tako naprej. Tako da dajmo vse 3 te parametre preštudirati, pa videti, kaj ven dobimo, pa da neki takega ven dobimo, da res ne bo nekje štrlev pa udaril recimo nekoga, ko bo hotel graditi. Vse je na kmetiji določeno. Kmetija je običajno nestavbna, je kmetijska. In se tam reče, površina pod stavbo krat 2,5 je tista površina, ki se računa. Torej, ko sem prej rekel, iz 600 kvadratov ne prije samo 1200, ampak 1500 celo, pa krat 0,7. To bi bile moje pripombe in mislim, da bi zdaj to za osnovo lahko je zadost, a ne za začetek. Ni drugačen kot pa radovliški ali pa lendovski, ker so vsi enako napisani na podoben Windowski program, ponekod še pozabijo imena občin menjati. Rekel bi, mi vseeno še dajmo to narediti, da bomo malo pa pogledali tudi čez mejo v Ravne pa v Mežico. Zato, da bomo imeli neko skladnost, tudi tu ne moramo mi ne vem kaj meti na področju tega dela. Oni imajo zdaj dol neke težnje po začasnih objektih, da bi obračunavali komunalni prispevek. Da so zdaj moderni objekti gradili, ti šotori, ki so skladišče. Zdaj se moramo opredeliti, to je pokrito skladišče. V bistvu isto površino zasega, kot pa prej, ko je bilo samo nepokrito asfaltno. Ampak je pa bistvena razlika, če mu je še pol zaračuna za faktorjem 0,7. Skratka, upozoril sem na nekatere stvari, ki bi bilo prav, da se
morda na kolegijo med predsedniki odborov pa vodstvom občine uskladijo pa pripravi, pa z izračuni. Ali neki izračunov pa moramo imeti. V redu. Hvala. Še kdo? Izvoli. Če je kolega Zdravko 7 minut, vzel bom pa še jaz 30 sekund. Nekaj se strinjam z Zdravkom. Dejansko ven štrlijo te garaže. Rek je, da bo to draže za investitorja. Seveda bo draže za investitorja, se bo pa tudi draže prodal vse skupaj, ker bo dal še garažo zraven. Bo draže za občana, seveda bo draže za občana, samo bo dobil spet garažo zraven. Jaz ne vem, zakaj to smo sploh te garaže omenili. To je isto kot vsak podzemni objekt, ne samo garaža. Ne. Pa bomo delali gostilne pod njemu, da bomo komunalnega prispevka plačali. Jaz bi rekel, plačati je treba absolutno, tudi za to smer je treba gledati. Seveda urednost enega stanovanja v kleti ali pa v pritličju ni enaka. Na račun tega se bi pa tudi lahko to prilagajati, tako je Zdravko rekel 0,5 faktor. Teda v to smer bi jaz predlagal, da se gre. Ne. V redu, lej, bomo si vzeli čas, ne bomo danes. Ja. Izvoli, Igo. Hvala za besedo. Mogoče se res veliko s čem strinjam tudi s kolegom Fajmotom. Predvsem to bi jaz rekel, da glede na to, da sem član statutarne tudi, zdaj sprejemamo zgolj tak odlok, ko ga imamo zdaj trenutno pripravljeno v prvo branju. Vmes res prvo branje, ne, in z pripombami, kateri smo imeli, dejansko lahko razpravljamo med prvo obravnavo in drugo. Ne. In tule se res tudi se strinjam s tem časom, mogoče se res tudi ustanovi kakšna komisija. Glede te klasifikacij bi pa povedal to, da znotraj te kvalifikacije se še vedno mi lahko odločamo za spremembo. Se pravi, mi lahko med 0,70 do 1,30 lahko sami sprejemamo te spremembe in to je tisti čas, ko ga, pa tudi če ne bomo recimo na januarski seji to sprejeli, še vedno ni problem lahko na naslednji in stvar pa res moramo dobro proučiti, da bo za vse dobro, se pravi in za občino in za občane. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, dajem ta predlog odloka o podlagi za odmero komunalnega prispevka v prvi obravnavi v odločanje z pripombami in s tem, da bomo do druge obravnave pripravili te pereče stvari tako, da bo sprejeto. Kdo je za sprejem tega v prvi obravnavi? 1, 2, 3, 4. Vsi. Hvala. Smo pri točki 6, predlog odloka o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa občine Prevalje, prva obravnava. Prosim, Boštjan Gorenšek za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Občinski svet je februarja 2018 sprejel odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Prevalje. Sestavni del odloka so merila in pogoji za vrednotenje. V praksi se je pokazalo, da določba o merilih, ki opredeljuje upravičene stroške športnih prireditev, predstavlja težavo športnim društvom pri črpanju odobrenih sredstev. Določba omejuje višino stroškov pogostitev na 25% odobrenih sredstev. Po novem višina stroškov pogostitev ne bo več omejena, kar pomeni, da bodo društva lažje črpala odobrena sredstva na dobljenih projektih. Sprememba pa finančno ne vpliva na proračun. Na podlagi izražene pobude za spremembo te določbe o merilih predlagamo v spremembo odloka. Hvala lepa. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti. Izvoli, Saša. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti je predlagal predlog odloka o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa občine Prevalje v prvi obravnavi, ga soglasno sprejel in ga predlaga občinskemu svetu občine Prevalje v sprejem. Hvala. Predsednik Komisije za statut in pravna vprašanja Aleksander, izvoli. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Prevalje in ugotovila, da je v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hkrati Komisija za statut in pravna vprašanja predlaga, da občinski svet v skladu s 6. odstavkom 83. člena poslovnika občinskega sveta prvo in drugo obravnavo združi, ker ni bilo nekih bistvenih pripomb na prvi predlog. Hvala. Dajemo razpravo, to pomeni predlog je, da obravnavamo obe obravnavi naenkrat, glede na to, da gre samo za eno spremembo. Želi kdo razpravljati?
Ne želi. Potem dajem na glasovanje v prvi obravnavi, kdo je za sprejem tega predloga spremembe odloka. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Želi še kdo razpravljati pred drugo obravnavo? Ne želi. Potem dajem na glasovanje še v drugi obravnavi, kdo je za sprejem tega spremembe odloka. Vsi za. Hvala. Smo pri točki 7. Predlog osnovne šole Franja Golova Prevalje. Prosim, izvoli za kratko obrazložitev pomočnica ravnateljice, gospa Ana Buhvald-Por. Izvoli, beseda je tvoja, kratko pa jedrnato. Hvala, lep pozdrav. Za šolsko leto 2019-2020 smo oblikovali 16 oddelkov, ki so vsi polno zasedeni. Zaradi povpraševanja po prostih mestih, zato predlagamo od 1. februarja 2020 oblikovanje dodatnega oddelka prvega starostnega obdobja s polovičnim fleksibilnim normativom in eno strokovno delavko v manjši igralnici, kjer smo poleti uredili kopalnico in WC. Zaradi dodatnega oddelka bomo potrebovali dodatno zaposlitev, diplomirano vzgojiteljico predšolskih otrok. To je vključeno v ceno vrtca. Izven cene vrtca pa od 1.1.2020 potrebujemo 3 spremljevalke za otroke s posebnimi potrebami. Vsa napredovanja delavcev redna, ki so bila odobrena, dvig minimalne plače in pa 2 odpravnini ob upokojitvi, ki so žal vključeni tudi v ceno, vplivajo na spremembo oziroma dvig cene. Zato predlagamo od 1.1. zvišanje cene prvega starostnega obdobja za 3,74% in v drugem starostnem obdobju za 3,55%. Dodaten polovični oddelek pa potem s 1. februarjem ne vpliva na ceno. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Saša, izvoli. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog, da se v osnovni šoli Franja Golova Prevalje enoti vrtec s 1.2.2020 oblikuje nov oddelek prvega starostnega obdobja s polovičnim fleksibilnim normativom 6+1 za obdobje do 31.8.2020. Predlog je bil soglasno sprejet in ga predlagamo občinskemu svetu v sprejem. Kar se soglasja k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest tiče, ki smo jih zdajle slišali, torej vzgojiteljice in pa spremljevalcev. V enoti vrtec za šolsko leto 2019-2020 smo ta predlog obravnavali, tudi soglasno sprejeli in ga dajemo občinskemu svetu v sprejem. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval hkrati tudi predlog sklepa o določitvi cen programov v enoti vrtec. Prisotnih je bilo 5 članov, glasovali so 3 člani, torej 3 za in nič proti, tako da predlagamo občinskemu svetu ta sprejet predlog v obravnavo in sprejem. Sklep se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Na odboru za proračun in finance smo prva 2 sklepa, torej dodaten oddelek in sistemizacijo podprli soglasno. Pri ceni pa smo se od 6 prisotnih je zaglasovalo 5 članov odbora. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Berni, izvoli. Ja. Hvala za besedo. Jaz imam samo en pomislek. Stalno, ko gre nekdo v penzijo, mi podražujemo vrtec. A se to res ne da nekje prej planirati? Da ne bo glih tek zgledal, aha, zdaj ko gre pa ona v penzijo, čez 3 meseca bomo v vrtec podražili. Dajte to v osnovni letni program, pa se dajte neko zračunati, da ne bo tek suhoparno zgledal, prosim. Ana, izvoli. Žal je tako zakonu, da se mora dati to v ceno tistega leta, ko grejo delavke v pokoj. Tako da drugo leto gre sta 2 in nikakor ne gre drugače zakonsko, je to določeno. Smo razmišljali o rešitvah drugih, ampak žal ne gre. Vemo, da je to problem. Ne moramo razložiti drugače, ker je tako. Izvoli, Rafi. Jaz se bom gledal, čeprav mi je Berni vzel za zadevo, ko sem hotel popolnoma isto reči, jaz na odboru za družbene dejavnosti, tudi nisem glasoval. Glede zaradi tega, ker to je nek sistemska neka napaka. To se pravi, teoretično se lahko zgodi, da gre naslednjo leto ali 3 leta 8 delavk v penzijo.
To se pravi, bomo za 40% vzignali vrtec, tega podcenjujemo, ga pol nikoli ne. Nikoli ga ne podcenjujemo za nazaj. Se pravi, v tistem trenutku to se bo moglo nekaj sistemsko rešiti. Ne gre teoretično, gre 6 delavkov penzijo, naslednje, a bo leto pa pol, pa bomo v letu pa pol podražili za 40%. Pa to je nemogoče, to bo moglo nekaj rešiti, meni bo eno penzijo hodil, kada bo platform bo zrastel cena spodaj, podcenjevali smo na zadnje pred 20 leta, kjer se spomnite, 15 leta smo enkrat vrtec obrejali. Ja. Hvala. Hvala. Jaz pričakujem, da drugo leto, če ne bo šla nobena v penzijo, da bomo za ustrezen odstotek znižali ceno. Sorazmerno. Izvoli, Zdravko. No zdaj, jaz bi rekel, del gre tudi zaradi tistih usklajevanj, ki so bile 7 let zamrznjene. To je treba priznati. Oni problem v zvezi s penzijami mene pa že 22 let matra in sem si skozi predstavljal, ker se skozi govarjamo na zakon, jaz sem včasih mislil, vesolni je od Boga dan, zdaj izgleda naši so pa od ameriškega predsednika, sem zdaj, ko je Melanie žena, Slovenka, tam od Trumpa, bi nam pa lahko popustil, pa rekel, lahko imate drugačen zakon na tem področju. Matematično je to čisto enostavno narediti. Tiste male mase, tistega gnarja, ki gre za odpravnine, ki gre za jubilantstva in tako naprej, ker tudi te so nesorazmerno porazdeljene, bi bo treba iz računa izvzeti, prikazati kot del sredstev, jaz sem ga zdaj na brzino zračunal, ki znaša tam približno recimo 4800 evrov, ki jih bo občina posebej pokrivala, ne bojo pa vplivali na ceno, bo pa iz proračuna posebej pokrivala 4800, ker nekaj drugega pa tudi vsi pozabljamo. Več kot polovico vsega tega, kar je cena za cena, ki jo mi sprejemamo, je lastna cena, je cena, ki jo pa pokriva občina iz proračuna. Tisti, ki največ plača 80% te cene. Mi smo pa v povprečju tam nekje verjetno na 30 do 35%. Torej, ampak vseeno vidi se pa ne lepo, pa čuje se tudi ne fajn. Podražili so vrtec za 3% pa pol. Kako je to skladno z tistim, imamo čim več otrok? Izumrli bomo, če ne bomo imeli otrok, le tam na drugi strani se pa to povečuje. Vse so socialni programi tudi za to, pa lestvica in tako naprej, ampak dajmo še enkrat pisati onim dota na ministrstvu, ko tisti pravilnik sprejemajo, da je nujno, da se te stvari izvzamejo iz načina obračuna. Lejte, vse neki drugih stvari je pa ni noter v izračunu, da ne bi, prav je, da občani tudi to vejo. To, da smo mi nov vrtec zgradili, to, da je treba amortizacijo vrtca vzdrževati in vse skupaj to sploh ne vpliva na ceno, to sploh ni v ceni. Se pravi, to je pa še dodatno tisto, kar družbe, v tem primeru občina, vlaga v te male. In je vsaj tejko kot pa tistega tekočega stroška. Ampak, hvala. Hvala. Še kdo? Izvoli. Hvala za besedo. Jaz sem se tudi dejansko na obeh odborih vzdržala glasovanja in se bom tudi zdaj z istim razlogom, kot je pa bilo že povedano. Ne zdi se mi fair, da gre to od dejansko bi rekla spet na pleče staršev, da bi to bilo treba, glede na to, da to javna ustanova, bi se mogel ta denar javno zagotoviti, ne pa preko staršev. Hvala. Hvala lepa. Izvoli. Pravi, jaz tudi nisem pristaš teh podražitev, kar se tiče otrok. Vem, da je potrebno, ampak dejansko edina rešitev je res to, da vsako leto spremljamo, in če bojo podlage, da lahko znižamo nazaj, je pač treba to narediti, ne da to pa kar ostane, pa se to kar iz leta v leto nalaga, tako jaz mislim. Hvala. Saša, izvoli. Jaz sem hotela samo dodati, da smo na odboru za družbene dejavnosti prevetrili te zadeve, in se zagotovo vsi strinjamo, da je tako doplačevanje seveda lahko tudi krivično, ampak v skladu z zakonom mimo tega ne moremo, zato niso v vrtcu krivi, da so cene zdaj zaradi tega malo više, se pač odločiti ta trenutek ne gre, ne more drugače, tako da.
Hvala. Še kdo? Izvoli, Andrej. Hvala za besedo. No, jaz tako skozi eno in isto stvar lajnam in tudi mogoče je to en tak povod pravi, se pravi ti pravilniki, katere imamo v vrtcu sprejete, sploh za vstop naših otrok. Jaz mislim, da je srž problema že to. Jaz verjamem, da to zakonodaja nekje ne dopušča kakšne drugačne anomalije, kakor je zapisano. Ampak moti me to, da imajo še vedno otroci staršev, kateri niso zaposleni, prednost pred otroci zaposlenih staršev. In to sigurno je pa tudi pridemo do teh procentov, ne, da normalno, da občina bolj več plačuje, pa tudi ostali starši več plačujejo, zato ker tisti nezaposleni starši imajo sigurno cenej. In to je en tak problem. Če en starš, ne, to je pravilnik. Ne, tako je. Teda to je mogoče ta zadeva, ko bo treba ta pravilnik na nek način spremeniti. Je seveda vpliva na ceno. Je seveda, zdaj, ja, kak ne. Je na prihode, na sofinanciranje občine. To pa ja. Tak ja. Ja, seveda. Ampak občina bi še vedno isto dala, bi starši manj, recimo. Hvala. Ja, hvala, jaz se s tem strinjam, so se na mene tudi obrnali, kar se tega tiče. Drugače pa, kar se pa tiče cen, bi pa rekla samo to, da to bi se mogoče nekdo rekel, da ti starši, ko gre nekaj leto zdaj v penziji, bo plačali več. Če bi oni že to začeli prej zbirati, nekaj točno vek, da bo šel v pokoj, če bi naprimer že lani podvignali za nek odstotek, za manjši odstotek, naprimer za polovičko, je to nemogoče, zato ker na koncu leta, kolikor ostane v vrtcu, ne morajo prenesti na naslednjo leto, ampak če ne porabijo, se pravi svojih sredstev, da jih ne vlagajo nazaj, ministrstvo vzame. Da to ni mogoče, da bi, čeprav seveda ni prav, da bo tisti starši, ki pač imajo sedaj otroke v vrtcu plačali zaradi teh dveh, ampak drugače tole res ne gre. Ja, zdaj pa seveda je pa res, če drugo leto mogoče kira ne gre, pa treba za odstotek pa mogoče spustiti ceno, no, pa bojo starši pa tudi na istem, ne. Hvala, izvoli. Hvala za besedo. Glejte, ravno kar je bila pravilna ugotovitev. Jaz sem parkrat sodeloval tudi, bom rekel, že prej kot predsednik staršev glede tega. Bi pa rekel, da je poglavitna cena, katera se izračunava po Sloveniji, varira med tudi do 25% v istih okoljih, istih velikih občinah, ampak je veliko odvisno od strukture zaposlenih. Če vi imate zelo mlajše delavke, po domače, je cena bistveno nižja. Če imate starejše, pač bistveno višja. In na to dejansko občina žal ne more vplivati. To je pač struktura znotraj zavoda, katerega je, takšna je cena. Seveda je odvisno tudi od vpisa otrok in zapolnjenosti samega vrtca. Se pravi, ti, ko se skup dajo, se vsako leto mora na novo izračunati. Zakon je pa res striktno tule in je jasen. Seveda, če bo prišlo do kakšne spremembe, jaz bi bolj v to smer gledam. Severnjaki imajo zelo enostavno klauzulo, ne glede na to, koliko imamo, je neka, bom rekel, fiksna subvencija za strani mogoče države in tudi nek fiksni prispevek za vse. Mogoče se v bodočnosti kdaj lahko o tem pogovarjamo. Pač trenutno je Republika Slovenija ima tak pravilnik, tak zakon. Če bo prišlo do kakih sprememb, je vsekakor dobrodošlo, da se bo vprašalo tudi občane, občine in tako naprej, da bomo lahko dali predloge. Dokler bo pa tak zakon, se pa, če ga moramo držati. Hvala. Hvala lepa, še kdo? Izvoli. Hvala za besedo. Kaj bi pa jaz mogoče opozoril na eno tako dejstvo, kar je rekel prej Andrej, je rekel nezaposleni pa zaposleni. Zaposleni grejo zjutra 20:05 na šiht, pa stromak dela do 2, pa čaka na avtobus ali pa se pelje domov, pa je ob 3 doma, pa hitro stopi do svojega otroka, pa ga odpelje domov. Nezaposleni se lepo naspi, ga pripelje ob 8 in čaka do 5, do 4, kdaj ding dong pride po njega, ga pa pelje domov. Tudi tam se da neke omejitve narediti. S tem lahko zmanjšaš tudi strošek, ker ne rabiš za popoldansko varstvo, če imaš 16 oddelkov, rabiš, 6 varuhinj. Če boš pa ti omejil tistega, pa mu boš rekel, lej, za tebe je pa do 2 ali pa do pol 3 dovolj, zato ker si sam doma in nič ne delaš, pa pojdi po njega, boš pa tudi tam neki prišparil.
Ja, saj vem, da je zakon. Hvala lepa. Hvala, lejte, pazimo, ne smemo posploševati stvari. Niso vsi sami krivi, da so brezposelni, in je tu ni tako enostavna zadeva, je nekaj resnice, ampak ne smemo posploševati, no, lepo prosim, ne smemo posploševati. Ja. Hvala, zaključujemo z razpravo, gremo po glasovanju, kdo je za, bomo kar šli po točka. Bomo. 601. bomo pisali, ja. Ja. Hvala, zaključili smo zdaj z razpravo, glasujemo o točki A, sklep o oblikovanju oddelka, nov oddelek prve starostnega obdobja s polovičnim fleksibilnim normativom. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za, hvala. Točka B, soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Točka C, sprejme sklep o določitvi cen programa osnovne šole vrtec Prevalje. Kdo je za sprejem tega sklepa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 za. Je kdo proti? Nobeden. Hvala, sprejeto. Smo pri točki 8. Letno poročilo o delu nadzornega odbora občine Prevalje. Pozdravljam predsednika Jurija Peneca, prosim za kratko obrazložitev, s poudarkom na kratko. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovane svetnice, svetniki, župan, predstavniki občinske uprave. Lep dober večer. Za vas smo pripravili relativno obširno poročilo o našem delu za leto 2018, ki ga je nadzorni odbor kot neodvisni samostojni organ nadzora javne porabe sprejel 29.11.2018 na svoji 46. redni seji. Skladno s programom dela je bilo v tem obdobju realiziranih skupno 12 sej. Po vseh dopolnitvah programa s prenesenimi nadzori iz leta 2017-2018 pa je nadzornemu odboru v lanskem letu od 18 predvidenih nadzorov uspelo realizirati oziroma zaključiti 15. V 2018 je tako nadzorni odbor izvedel nadzore nad določenimi javnimi naročili iz 2016 in 2017. To so bili projekte razvoj in opremljene poslovne cone, vzdrževanje gozdnih cest ter celostna prometna strategija. Tudi subvencioniranje društev, opravili smo nadzor nad prodajno kupom nepremičnin občine ter opravili oziroma poskusili upraviti nadzor tudi nad projektom skupne čistilne naprave Ravne Prevalje. V sklopu nadzora poslovanja občine je nadzorni odbor izvedel tudi nadzore nad postopkom dobavitelja pisarniškega materijala in izdatkov za pisarniški material, prevozi šolskih otrok, projektom Mežiška dolina v gibanju, to so otroška igrala v občini Prevalje, ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini, to je tržnica Prevalje, rekonstrukcijo ceste Borovnica, upravili smo nadzor tudi nad projektom Rek Kult, pregledali vse transakcije občine Prevalje v zbranem obdobju, to so bili marec, april in maj, pregledali potne naloge občinske uprave ter tudi seveda zaključni račun občine. Nadzorni odbor je izvajal nadzore tudi nad finančnim poslovanjem javnih podjetij in sicer je izvajal nadzor nad poslovanjem družbe z omejeno odgovornostjo Koce Rod, javnim komunalnim podjetjem Log ter Zavodom za gozdove. Pri obeh slednjih je v tem obdobju šlo za izvedbo nadzora nad izvajanjem zimske službe. Nadzorni odbor se je seznanil kot vsako leto tudi s predlogom letnega načrta notranje revizije in tudi z njegovim poročilom. Torej, večina načrtovanih nadzorov za 2018 je bila uspešno realiziranih oziroma zaključenih z izjemo 3 nadzorov. Pri prvem, pri izvedbi nadzora nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja družbe Koce Rod, nadzora ni bilo mogoče zaključiti, predvsem zaradi zaostankov, do katerih je prihajalo s prenosi nedokončanih nadzorov iz programskega leta 2017-2018 in seveda na nek način dolgotrajnejšega pridobivanja zahtevane dokumentacije, zaradi česar je bilo potrebno nadzor večkrat prestaviti na kasnejše termine sej.
Je pa nadzorni odbor v programskem letu 2018 nadaljeval tudi s postopkom nadzora začetjem v programskem letu 2017, torej nadzorom nad projektom skupne čistilne naprave Ravne Prevalje, ki ga občinama kot takega v preteklosti ni uspelo skupaj realizirati, določena proračunska sredstva pa so bila v ta namen že porabljena. Nadzorni odbor tega nadzora preprosto ni mogel izvesti oziroma zaključiti iz razlogov, ki jih imate navedene tudi v vašem gradivu. Prav tako zaradi dolgotrajnejšega pridobivanja dokumentacije vezane na nadzor ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja Zavoda za gozdove pri izvajanju zimske službe. Tega v lanskem letu ni bilo mogoče zaključiti, zato smo nadaljevanje nadzora prestavili v to mandatno obdobje. Je pa ta nadzor v novem mandatnem obdobju že tudi zaključen. Finančne posledice delovanja nadzornega odbora so se v letu 2018 vrednotile skladno z 8. členom pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Tako je nadzorni odbor v letu 2018 za nagrado za svoje delo porabil od predvidenih 9.000 evrov 8.900 ter 51 centov. Za konec je treba izpostaviti še, da so bile naše pobude in tudi priporočila v zvezi z našimi ugotovitvami strani občinske uprave dobro sprejete in tudi upoštevane. Toliko na kratko kot povzetek naših rezultatov dela v lanskem letu, ko smo bili še v stari sestavi. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Izvoli, Berni. Ja, lep pozdrav tudi predsedniku nadzornega. Očitno ste imeli kar veliko dela, ste bili aktivni. Jaz mislim, da marsikoga pa zanima, ste naleteli tudi na kakšne nepravilnosti ali karkoli, pa da ste pač to upozorili, pa da se tukaj popravijo. Ali bo to vse idealno, gladko, brez vsakega problema? Hvala. Hvala za vprašanje. Klopi. Vse pobude, vsa priporočila, ki smo jih podali občinski upravi, so tudi navedena v vaših gradivih, tako da prosim, če si jih malo prelistate pa pogledate, jih je bilo kar nekaj, so bila pa zelo hitro tudi upoštevana. Tako da odzivnost uprave je bila, kar se našega dela tiče, zelo korektna in nimamo kakšnih posebnih pripomb. Hvala. Izvoli, Aleksander. Hvala za besedo. Jaz sem si poročilo prebral, lahko rečem, odlično pripravljeno poročilo. Hvala. Če ne, potem sprejmemo sklep, da smo se seznanili s poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2018. Kdo je za sprejem tega poročila? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 9, Komisija za mandatna vprašanja volitev in imenovanja. Prosim, Rafi, zdaj si pa ti na vrsti, izvoli. Beseda je tvoja. Hvala. Na zadnji seji Komisije za mandatna vprašanja volitev in imenovanja smo sprejeli sklep, ki ga predlagamo občinskemu svetu v sprejem, imenovanje kandidatov za predstavnike občine v svet šole, osnovne šole Franja Goloba. Dobili smo tri kandidature, ki smo jih tudi sprejeli. To se pravi, da sklep je bil naslednji. Občinski svet občine Prevalje imenuje za predstavnike občine Prevalje v svetu javnega zavoda osnovne šole Franja Goloba gospod Aleksandr Horvat, gospoda Stašna Lodrata in gospod Marijo Šušelj. Trije predlogi, trije člani. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki 10. Premoženjsko-pravne zadeve, prosim, Ema Kratko pa Jedrnatu. Hvala za besedo. Jaz bom povzela kar vse točke skupaj.
Torej pod točko A, glede sklepa o določitvi najemnin v občini Prevalje, smo pripravili nov cenik, ki je enak lanskemu, korigirali smo ga samo v eni postavki in sicer za najemnino za klonišče, tam smo malo znižali. Glede B, glede sklepa o določitvi tržne najemnine za občinska stanovanja za leto 2020. Stanovanjski zakon je naložil najemodajalcem, da vsakih 5 let izvedajo preverjanje najemnikovih neprofitnih stanovanj. Pri preverjanju pa se lahko ugotovi, da najemnik ne izpolnjuje več pogojev ali pa najemniki živijo v večjih stanovanjih, kakor jim pripada. V primeru, da ne izpolnjujejo pogojev, zakon navaja, da se mu pogodbe ne sme prekiniti, lahko pa se neprofitna najemnina spremeni v tržno. V primeru, ko pa živijo v prevelikih stanovanjih, pa se jim ponudi v zamenjavo drugo primerno stanovanje, v kolikor je na razpolago. Če najemnik takšno zamenjavo pol zavrne, se mu občina lahko razliko v površini zaračuna kot tržno najemnino. Občina pa nima podlag trenutno, s katero bi bila določena višina te tržne najemnine, zato predlagamo, da občinski svet določi tržno najemnino v višini 4 evra na kvadratni meter, kot je predvidena po uredbi za območje Koroške. Pod C, glede sklepa o določitvi vrednosti točk za izračun občinskih taks za leto 2020, predlagamo, da se na podlagi minimalnega zvišanja koeficienta cen življenjskih potrebščin vrednost točke za iz sedanjih 0,075 evrov poveča na 0,077 evra. Pod točko B in E, glede ukinitve javnega dobra na parcelni številki 551/5K v Farna vas in parcelna številka 487/4K v Šentanel. Obe nepremičnini nista več v funkciji javnega dobra, kot ga določa zakon o cestah in zakon o urejanju prostora in v naravi ne predstavljata več površine za javni promet. Zaradi navedenega so izpolnjeni pogoji, da se na navedenih nepremičninah opusti status javnega dobra. Hvala. Hvala. Odbor za KCG obravnaval vseh 5 točk. Izvoli. Hvala. A to za vse predloge bomo posebej ali vsega posebej? Ja? Vse skupaj. Glede na to, da smo vse te predloge obravnavali in vse pripombe so bile kot take že upoštevane v teh predlogih, je odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja vse te sklepe podprl in jih predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. Hvala lepa. Odbor za gospodarske dejavnosti, točka A in C. Hvala. Ja, tudi odbor za gospodarske dejavnosti je obravnaval predlog sklepa o določitvi najemnin in pa še predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks in ga soglasno sprejel, ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, 3 točke. Tudi naš odbor je soglasno sprejel vse 3 točke. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala vse predloge premoženjskih zadev in ugotovila, da so v skladu s vsemi pravnimi akti. Zato je daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o teh 5 predlogih? Če ne želi, potem dajem na glasovanje vseh 5 sklepov A, B, C, D, E. Kdo je za sprejem teh sklepov? Vsi za. Hvala. S tem smo točko 10 končali. Smo pri točki 11 pobude in vprašanja. Kdo želi? Berni, izvoli, pa bomo šli po tej strani. Ja, hvala za besedo. Imam eno vprašanje ali opozorilo, kakorkoli se bo to že smatralo. Gre za cesto na Zagrad, ko smo jo letos zgradili, novo cesto. Hvala Bogu, je v redu cesta, niso se pa naredile zaščite. A so se zdaj že naredile? Da. Ograja. Uži. O, te je pa to kar hitro pomagal, ko sem se odločil, da vam to povedal. Hvala. Hvala, Berni. Je bilo načrtovano že, samo ni bilo v tistem času že narejeno. Bo javljeno pred 20 dnevom, da ste dobro hitro odreagirali. Imam pa še eno drugo vprašanje.
kanalizacija na Lešah, tam pri Cofrlno pa tiste 4 hiše. Malo me moti, projekt delamo zdaj že kar en cajt za pol metra predstavitve iz prejšnjega projekta. Vse veš, župan, za kaj se gre. Takrat mi je bilo rečeno strani tajnika, da ta projekt bo šel po hitrem postopku, ker niso taki veliki posegi. Jaz sem med tem govoril z celo nadzornim in rekel, da on sploh ne ve, zakaj se to mora delati nov projekt. Ne vem, kdo se kaj namišljuje. V glavnem, gledajte, skrajni cajt bi bil, no. Te ljudje so pripravljeni dati, ne, so že dali svoje zemlje, pripravljeni so neki sami narediti. Sklep je bil že kar več kot eno leto nazaj, da moramo to neko rešiti do konca. Kar je pa najbolj pomembno, ti, ko se bo zdaj to priklopili, bodo plačali komunalne prispevke. Drugo, skozi to se bo skozi kasirala kanalčina, vse te, da mislim, da to so taki mali denarji, da konec koncev bomo imeli mi prej profit, ko pa neki minus. No. Prosto bi vas, no, dajmo vse to spomladi nekje zaključiti. No. Hvala. Hvala, boš dal odgovor. Bom dal odgovor. Po domače se ni dal narediti in hitro, a ne zato, ker je potreba pridobiti gradbeno dovoljenje. Ne, to je približno 3 mesece. Vmes se je še zgodilo tudi to, mi smo planirali obe veji, a ne, vemo, Grta proti Coflu, pa še spoda. Zgodilo se je to, da pred tednom dni, ko je bil projektant na terenu, je določena oseba umaknila soglasje, tako da je zdaj v bistvu aktualna samo veja 4 hiš, ne pa več tam. Vložili smo zdaj gradbeno dovoljenje, torej vso dokumentacijo in izgradnja se predvideva, če bo pač proračun sprejet v prihodnjem letu. Ni se pa dal hitro in sploh se pa ni dal, da bi sami kaj delali. Vse poznamo, tako da smo na vezi in mislim, da drugo leto lahko realizira, če bo občinski svet se s tem strinjal. Hvala. Hvala. Da bi razumeli, kak problem je pri gradbenih dovoljenjih. Glejte, vse služnosti morajo biti sklenjene, overjene in vknjižene v zemljiški knjigi. Kakor se ti menijo traso in greš po drugih parcelah, lastništvu se ti spremeni vse. In tu ni enostavnosti, ker upravni organ za to, da ščiti pravice občanov, pač zahteva vso to dokumentacijo. In ni problem tistega projekta v tistem tehničnem smislu. Problem je v vseh tistih vknjiženih služnostih, in to enostavno tak postopek traja mimogrede pol leta, prej da to recimo preko volje ljudi, ko to podpišejo, pa grejo overiti, pa se vknjiži in tako naprej spraviš. Pa če pride do malenkostne spremembe, je pa spet tako bi od začetka začeli. To je zagovor, da te stvari, ko gre za služnosti, niso enostavne. Ni pa načina, da jih boš zaobšel. Loli. Moram če enkrat oglasiti. Jaz rečem, tam, kjer je volja, je pot. OPN smo sprejeli tek. DIP smo sprejeli tek. Popravek OPN-a. Tek, ko smo ga pred 7 let, ker je bolj vola, smo ga sprejeli, da ne rečem, glih si skoraj korespondenčno. Tiste, kjer so zemljo dali, plačno prenesli občino, bojo pa valjda soglašali s tem, da za to zdali, da bo dobili kanalizacijo, Teda jaz bi rekel, no dajmo se res malo potruditi. Drugače pa, Matej, ti si bil takrat predsednik KCG-ja, se spomniš, da smo imeli že 3-krat sklep, da to se mora narediti prioritetno. Pa spet eno leto nemamo. Hvala. Hvala. Izvoli, Marija. Hvala za besedo. Najprej ena pohvala, verjetno ste že tudi drugi opazili, da so po prijalah pri prihodih za pešce ene novitete. To je lepo za videti, sicer mislim, da jih še ni na vseh, pohvala. Vesela sem, da se dela nekaj na tem zaradi varnosti nas vseh občanov. Bi pa prosila še tudi, da se začne razmišljati, zdaj pa že v smeri od Kapelce proti Krožnemu, tamle mimo nas, mimo pilota. Tam je alarmantno stanje tudi,
kako se tamle mimo vozi, a ne, to predvsem čutimo prebivalci glavarstva, pa nasploh tam Necina, pa stare sledi pa vse, ne. Ko se mimo Pilota peleš, mimo Mežnarja, do Krožnega, do Avtosa, tam bi bilo treba narediti en pločnik, nekaj stvari tam urediti, no. Je res kar nevarno, tam dnevno hodijo Cesta tudi. je tako ozka. Tam dnevno, ja, saj vem, da je ozko, ampak nekaj, ne vem. Ker tamle, ko greš ti ven, ko jaz zapeljem dol, ko hočem zaviti proti Prevaljam, imamo srečo vsi, no, prosim. Hvala. Izvoli. Sem povedal, da za prihod za pešce, prihod za pešce smo jih zdaj 4 stebre smo naredili, ampak že v letošnjem letu, pa na začetku drugega leta, bomo imeli vse od Brančurnika, pa vključno zgora do Petrola, a ne, v kompletu naročeni in mislim, da to je ena dodatna vrednost, a ne, za varnost, no, samo to. Hvala, bomo o tem predlogu razmišljali. Naslednji, izvoli Ivan. Hvala za besedo. Jaz bi tudi pohvalil, to je res super. Bi pa eno vprašanje imel in sicer pobuda je prišla, če bomo kdaj razmišljamo tudi pri nam o drsališču, mladina rada drsa v zimskem času. Mogoče bi se navezal tudi za, ker je zimski čas, vsako leto se pogovarjamo o teh izpušnih pri korjavah in tako naprej. Ali smo kaj premaknili sploh na tem področju, ali še vedno status quo, tako ga imamo. Pač ljudje različno kurijo, no, in to obveščanje, zdaj ne vem, ali je zadostno ali pa ljudje dejansko ne znajo dosti o tem. Jaz bi to zmerno res rad upozoril, da bi se tu lahko kaj pozitivno naredilo, no. Tako da to je ena taka zgodba. Bi pa vprašal tudi še za, pred leti smo sprejeli za Lesno, za poslovni objekt. Kako je zdaj s tem, tam smo nekaj delovna mesta tudi obljubljali pa tako naprej, ali to zdaj stoji, ali bo realizacija, bom rekel, do take mere, da bo prišlo teh 20 ali 30, ko smo jih obljubili, ali kako? Delovni mest. Mi smo v 2 letih presegli vse tiste pogoje po številu delovnih mest že s 3 podjetniki v tem okolju. Bistveno presegli tiste pogoje, tako da mislim, da smo poročilo dali na ministrstvo o bistveno večjem številu zaposlenih v teh industrijskih conah. Je pa še nekateri prostori, so še, v glavnem so pa fejst zapolnjene, razen tu pri Lesni je še nekaj prostora, drugje pa so praktično zapolnjeni. Ja, izpolnili smo te pogoje in smo, mislim, da v tem tednu pošiljali poročilo, ker smo bili pozvani po tem obdobju, ker bojo spremljali uporabo nepovratnih sredstev in ta nepovratna sredstva so se bogato obrestovala. Zdaj že nekaj mojih predhodnikov dalo nekaj pohval, pa bo še z moje strani ena pohvala, ne. Pred kratkim se je zaključilo asfaltiranje 700-metrskega odseka na Jamnici, čeprav je bilo veliko hude volje glede dolžine odseka, ampak vseeno bi se tu zahvalil občinski upravi pa izvajalcu del, da so uspešno zaključili ali pa blizu zaključka dela, ne, bolj kot ne je zaključeno asfaltiranje in pa uspešno upravljeno tudi sanacija plazov pri Pečarju in pa tudi tam pri na novo izgrajenem asfaltu. Tako da tu je kar bilo veliko dobrih stvari in dobrega sodelovanja s krajani. Imam pa zdaj eno vprašanje, veliko, no, v bistvu hotel sem tudi povedati, zdaj so ceste na Jamnici normalno prevozne, ne. Dolgo časa so bile zapore, popolne pa delne in zdaj je promet stekel vse smeri. Čeprav je še oviran proti Belšaku, ampak upam, da bo tudi tam v naslednjem letu tisti plaz saniran. Imam pa zdaj vprašanje, ne, precej hude krvi se pojavlja, jaz sem sicer že dobil odgovor, ampak bi bilo fajn, da dobijo tudi krajani odgovor glede teh težkih tovornjakov, ki prevažajo pesek in vse ostale stvari, kjer se zdaj tule obnavlja del ceste Prevalje-Klemen, da se vsa ta gradbena mehanizacija pa vsi ti materiali vozijo okrog na Šentanev, pa okrog na Suhi Vrh, pa dol nazaj do Prevala.
prihaja zaradi odjuge, mehkega terena pa dežja do velikih poškodb na cestišču, tako da so določeni odseki začasno ali pa za take avtomobile osebne, ki so bolj nizki, je skoraj neprevozno. Kdaj se bo to zaključilo, kako bo z sanacijo teh stvari, da bi krajani to vedeli, tako da bo malo manj vroče na tem terenu. Hvala. Hvala. Mi smo reagirali, jaz sem tu včeraj, vsak teden se sigurno enkrat peljem po tej cesti. In smo dejansko s tajnikom ugotovila, da je na nekaterih mestih cesta popolnoma neprevozna, zato smo se aktivirali. Nastalo je pa zaradi tega, ker izvajalec del proti Klemenu se ni držal rokov. Do 15. oktobra bi mogel zaključiti in bi lahko ves material zvozil skozi viadukt. In smo mu tudi, ko smo mu podaljšvali in smo kasneje začeli sanacijo viadukta oziroma propusta skozi viadukt, smo mu priporočali, naj naredi si deponijo, imel je možnost, da bi ves material speljal prej gor. Nič od tega ni upošteval, ker je imel 2 zaposlene, 3 zaposlene, pa 2 stroja na terenu. Sej nadzor je pritiskal, vsi smo pritiskali, ampak enostavno smo bili neuspešni. In pri naslednjih razpisih ne bomo potrjevali referenc za take izvajalce, ki se ne držijo pogodbenih rokov. Je zelo pomembno zaradi tega, ker mi denar dobimo in ga je treba porabiti za tisto, čemer je bil namenjen za plazove. In zdaj je seveda, spodaj smo bili prisiljeni začeti pod viaduktom Štefanov potok, zdaj je, mislim, da jutri bo viadukt že sproščen, prevozen. Ne bo še zaključena investicija ta bo zaključena z asfaltiranjem v naslednjem letu, ko bomo mi tudi od krožišča pa do odcepa Dobrnik sanirali, rekonstruirali cesto, ki imamo v proračunu. Vmesni del bodo ministrstvo oziroma ti izvajalci, investitorji naredili ta pod viaduktom, ampak zdaj je sproščen. Ves material je potem vozil, ni imel druge možnosti, kot da vozi in je uničil izvajalec cesto. In k sreči nismo še v celoti poplačali cele investicije in smo imeli razgovore, da če sam ne bo štartov, jutri gremo z njim na teren, v ponedeljek, naslednji teden, bomo mi sami izbrali izvajalca za sanacijo in se bo lotil v ponedeljek sanacije te ceste. Na 5 kilometrih je sigurno 2,5 kilometra v takem stanju, da ni normalna prevoz. Da ne govorimo o svinjariji, pa o tem, to je še najmanj. Problem je, da nasedeš na nekaterih odsekih in ni pravzaprav prevozna cesta. Ponedeljek malo se bo tudi ohladilo, da bomo lažje sanirali, ampak nalogo ima naš izvajalec gozdnih cest oziroma izvajalec, da bo lotil se te ceste v ponedeljek in bo probal v nekaj dneh sanirati cesto do tega, ker ta cesta je bila pa res lepa cesta. Res je bilo lepo voziti po tej makadamski cesti. Mislim, res je bila brez velikih problemov, dobro vzdrževanja in lepa cesta, zdaj smo pa prišli in računamo, da je kar strošek popravila med 10 in 20 tisoč evri. Povedali smo izvajalcu, nadzor je zelo oster, kar se tega tiče in mislim, da bomo pač primorani narediti to na ta način, ker ni bila naša krivda, ampak izvajalec se je neresno lotil investicije. Zdaj je v bistvu pred zaključkom, ampak ves material je pa šel po tej cesti in je zato uničil to cesto. Izvoli, Aleksandar. Ja, hvala za besedo. Imam eno pobudo, pa eno vprašanje. Zdaj, tu, ko se dela na stražišču, se polagajo ti vodje, se pritožujejo ti stanovalci, ko se morajo zdaj voziti na Hvalje pa okrog, da je cesta tako blatna, da imajo dnevno avtomobile usrane do strehe. In zdaj so na mene pač dali nalogo, če bi lahko kak tovornjak peska prišel gor pa tam malo posunil.
Ker zdaj kaj se bo zgodilo, zdaj se to dogaja zgoraj, ne. Zdaj, ko bo prišlo to dol, a ne, bo pa kompletno tisto naselje moglo se voziti okrog in tam bo sigurno prišlo do pritoževanja na vrhu. Zdaj, da bi tam tisti del, ko je sta profizori cesta tam prihvalijo, tam mislim, da je najbolj problematično. Mogoče za kaj nasulo, no, še zdaj pred prazniki. Tek so mi naložili, da naj prosim, no, in jaz pač dajem naprej to. Mislim, da je dogovor z izvajalcem tudi, da ne bo popolne zapore cesta, ne, da bo se prilagajal tu, ko bomo spodaj začeli. Ja. Ja. Bomo poiskali rešitve. Pogovarjali glede teh greznic pa priklopa, ne. Ja. Kaj pa tisti, ko so si že ugradili malo čistilnih napravo, zdaj se bi pa mogli priklopiti, pa imajo novo. Tak je zakon. Če nima ustrezno skladu z zakonom čiščenja urejeno, če pa ima meritve, pa to, da štima... No, to me zdaj zanima, ker eni so pa to Ne, nimaš prav, Zdravko. Če si v aglomeraciji in je javna infrastruktura, se vsak objekt mora, ne glede na to, v kakem stanju ima čistilno napravo ali nima, mora priključiti po zakonu. To ni naša želja, ampak zakon je tako. Še kdo po točko? Bi malo konkretno predlagal pobudo k tistemu, kar so razpravljali v zvezi s cestami, in sicer predlagam, da odbor za KCG pregleda in razmisli o nujnosti nekaterih sprememb in dopolnitev odloka o cestah. Predvsem iz takih zadev, kot so notra, da se v redu razdelajo obremenitve, da se razdelajo problemi vzdrževanja propustov, potem čiščenja na vlak, pa popravila bankin in vsega tistega, ki se skozi dogajajo, kot tisti, ko pač z gozda spravijo les, vse bankine zmin razrije in podobno. Kar nekaj takih nalog je in pol ne bo treba to gasilsko reševati tak problem, a ne. Tudi enostavno bo treba pač z inšpektorjem ali pa s policijo ugotoviti, da gre za prekomerno rabo ceste, ki lej pride do tega, da je lahko šta 20 evrov koristi, pa morda bo 5. Seveda, ker je bila bremenitev na strani občine koristi, pa na strani zasebnika. To se velikokrat pri gozdovih dogaja, ko se spravila delajo. Dajmo tule narediti, pa tudi, ko bo šlo za take investicije, ki so v korist občine, se bomo preračunali, bomo v popis dali, tako pa dajo tam. Ročni izkop, zato ko je nevarnost, da boš pri trgu neke drage kable. Je pa zato v ponudbi tek višja cena. Tu bomo pa dali v takem primeru prevoz na taki razdalji do 20 ton. Ne pa, da bo pol pa vozil 40, ga bo pa lahko štrafali. Nemogoče je, kako z neskončno velikimi tovornjaki vozijo, zdaj, ko gradijo gor v Šintanevo, tudi tiste kmetijo gor Gornik, ta bo i ta večji. In to zdaj, pa tudi drugod, ko so se take velike investicije delale, ko se vse skup to gor vozi. Da ne rečem še v drugih problemih, ko nekje delajo izkope, pa jih povozijo grta, pa končen Tanevske reke za vodo zasipljajo, pa bo velika voda, pride pa spet nam do avta prnesi. No, ampak res dajmo se zmeniti, dajte na odboru za KCG, pa dajmo v letu 2020 te zadeve sistematsko obdelati, predvsem glede obremenitev, pa bo pa morda malo manj stroškov pri vzdrževanju. Hvala. Saša, izvoli. Sedaj sem čisto kratko vprašanje. Kdaj lahko na Holmcu pričakujemo premontažo teh tabel na avtobusne postajališče Lokovica, Rudnik? Takoj, ko jih bomo dobili. Ja, bomo preverili zdaj, bomo preverili, dali odgovor. Še kdo? Pod pobude in vprašanja smo zaključili. Pod točko razno vam jaz eno zadevo, in sicer
Vas moram seznaniti z podaljšanjem izjemne dodelitve enega izmed neprofitnih stanovanj, ki smo jih 21.12.18 na podlagi priporočila Centra za socialno delo izdali odločbo o izjemni dodelitvi do 31.12. Zdaj podaljšujemo to izjemno dodelitev za obdobje 31.12.20 za eno leto. O imenih ne bom govoril, ker ne smem govoriti, lahko vsak zve za kjer zadev. Mislim pa, da je pametno. Ne bo. To je... Eni poznate, mislim, v glavnem poznate te stvari, mislim, da je pametno. Tako da, to je to pod točko razno. Še kdo pod točko razno? Marija, izvoli. Troško me Andrej moti. Tone Pavčak je v eni izmed svojih pismi zapisal, da je sreča, če se delo dobro upravi, pa če imaš nekoga rad. Jaz vam bi omenil liste za ljudi po svojem imenu, vsem tukaj prisotnim, ostalim občinski upravi, občanom občine Prevalje. Zaželiva vse to, pa še zdravje. Ker če bomo imeli vse to, pol bo sreča na pravem mestu. Tako da vsem želim mirne božične praznike, pa vse lepo leto 2020. Hvala. Hvala lepa. Še kdo bo točko razno? Za zaključek jaz vas seveda vabim na kratko pa skromno zakusko, pa obiščite bazar oziroma tržnico spodaj včeraj, danes in jutri. So dogodki, vse stvari premikajo, vse spreminjajo, tako da je tudi na Prevaljah polno dogodkov. Vabim vas v soboto, 110. obletnica našega pihalnega orkestra. Res je lepo, če tudi vi prijete in s tem pokažete, da priznanje za njihovo delo. 26. mislim, da je Mohorjanov koncert, božično novoletni koncert ob prazniku enotnosti in samostojnosti države Republike Slovenije. Malo še počakaj. Potem 27. v Šentanelu koncert kulturnega društva Šentanel. Potem imamo rife 28. so rifi, to so vse brezplačne prireditve. Odlične prireditve, različne glasbene tematike. Eni jamrajo, da ni dovolj različnosti. Jaz mislim, da imamo različne vrste glasbe in lahko zasedete, pridete, res pridete, bo lušno. Mislim pa, da se je 29. v nedeljo še napovedal Javšnik s svojo komedijo v dvorani družbenega doma, tako da boste imeli polno, če na Silvestro kdo ne bo imel kam iti, lahko pride na Vandrevski trg, bo lušno, tako kot vsako leto. Izvoli. Ne, ker bom jaz zaključil. Jaz mislim, da je treba pohvaliti delo podžupana, no, res se dogaja zdaj na Prevaljah, kar smo ga dobili. To je meni veselje, ker jaz sem bil tak glavni pobudnik, da se začne nekaj dogajati tudi po Prevaljah, ampak jaz mislim, da bo vsako leto še boljše. Pa tudi župan, tebi pa vsem za posluha, ne. Toliko, hvala. Hvala. Treba se zahvaliti vsem, ker ni odvisno samo od podžupana ali drugega podžupana. Iniciativa je, odvisno je tudi od tega, kako pristopi otroci, šola, društva in letos je zelo zanimivo in v to smer je treba nadaljevati. Jaz mislim, da nas ni treba biti sram, da so odlične prireditve in je zasedenost v družbenem domu in tudi druge izjemna. Za konec pa, drage svetnice in svetniki, želim vam lepe božične praznike, preživite jih v krogu svojih najdražjih, imejte se lepo, v novem letu pa vam želim zdravja, sreče, veselja,
smeha, dobrega sodelovanja. Lepo bote.